V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli torek gostili literarni večer z Nino Osenar-Kontrec. Priznana slovenska televizijska voditeljica in pevka je predstavila svojo knjigo V objemu življenja. Avtorica je napisala knjigo o trpki življenjski preizkušnji, ki jo je doletela kmalu po rojstvu sina. Sindrom kronične utrujenosti jo je za 5 let prikoval na posteljo, zavedno pa je zaznamoval njeno dušo. Kljub bolezni je Ninina pripoved prežeta z ljubeznijo in je lahko vir motivacije in navdiha za bralce, ki se morda znajdejo na podobnih življenjskih prelomnicah. Kot je povedala v pogovoru z direktorico knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Patricijo Breznikar, je bila odločitev za pisanje avtobiografskega romana tudi terapevtske narave. Absolutno. Jaz sem v bistvu že zelo kmalu, takrat, ko sem zbolela in mislim, najhuje je bilo to, da pač nisem mogla skrbeti za svojega sina. Pravzaprav tudi nisem bila prvih nekaj let sposobna poskrbeti zase. Prvi 2 leti v bistvu mi je mož nosil hrano v posteljo, pomagal mi je na WC, pomagal mi je pod tuš, nisem si mogla sama oprati las, mi jih je enkrat na mesec prišla umiti moja mama. Gledala sem v bistvu, kolikor sem lahko sploh imela odprte oči, ker sem bila prvi 2 leti, kot v enem takem grozljivem polsnu. Sem gledala v bistvu mojega malega fantka, kako odrašča pred mojimi očmi. Iz postelje sem opazovala njegov razvoj, tako da to je bilo res neskončno težko in zlagala bi se, če bi rekla, da se mi ni v teh 5 letih večkrat zlomilo srce. Ampak nekako je bilo treba zbrati moč in jaz sem takrat, ko so bile vse diagnoze napačne, ko mi zdravniki niso znali prisluhniti, da ne bo pomote, jaz zelo, zelo spoštujem zdravnike. Imajo res eno tako čudovito izobrazbo. Medicina je tako lepa znanost, ki rešuje življenja. Ampak dejansko so se v mojem primeru izgubili. Verjamem, da so mi želeli dobro in da so mi želeli pomagati, ampak nekako mi niso znali prisluhniti, nisem bila slišana. In zato sem se zelo kmalu odločila, da če bom preživela, da bom to izkušnjo zapisala. Zaradi tega, da bom nekako postala glas vseh tistih, ki niso slišani in razumljeni. Ker pri meni dejansko prva diagnoza, ki je vsem padla na pamet, je bila poporodna depresija. Čeprav sem jaz zbolela v bistvu dobrih 7 mesecev po porodu svojega sinčka. Ampak nekako nič drugega ni bila opcija za zdravnike. In bolj, ko sem jim jaz želela dopovedati, izčrpana kot sem bila, je bilo to neskončno težko. V bistvu prepričevati nekoga, da je s tvojim duševnim zdravjem pravzaprav vse ok, da so to konkretni fizični simptomi. Jaz sem imela zamegljen vid, občutek v pljučih, kot da mi je nekdo nasul žakelj peska, te sem se večkrat na dan dušila, nisem mogla normalno dihati. Skratka, ta utrujenost hromeča, ki me je priklenila na posteljo, grozljivi glavoboli, bolečine, mene so tako boleli prsti, kot da so zlomljeni. Skratka, je kupenih takih res konkretnih fizičnih simptomov, ki pa jih nihče ni znal nasloviti. Ko sem recimo takrat prvič v tisti začetni fazi, sploh ne vem, kako sem prišla do tistega nevrologa, mi je rekel, da pač zamegljenega vida ne more pojasniti, da naj si samo malo odpočijem. No in zato sem dejansko v bistvu je to, da bom nekaj napisala, to, da pride na plano spet to mojo kreativno bitje v bistvu, ki tako očitno sem, ustvarjalno bitje, da sem se res usedla za računalnik in sem gledala tisti prazni ekran in vse me je bolelo, se spomnim, ker v bistvu, ko toliko časa ležiš, ti vse mišice atrofirajo. Tako da je bil kar velik izziv in potem v bistvu še stvoriti neke stavke, pride do stik nazaj s tem svojim besednim zakladom. Ampak, ko sem začela pisati in v bistvu prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem se usedla za računalnik, s čim bom začela to svojo knjigo, ni bila ta trpka izkušnja, nisem si želela takoj začeti pisati o vsem hudem, kar me je doletelo, ampak sem si želela začeti knjigo s porodom mojega sinčka, ker to je
porod je najlepša izkušnja mojega življenja. In nekako je kar začelo liti iz mene, ne? Vsa ta pozitiva, ta ljubezen, ta majestetičnost, v katerega je bil odet porod, ne? Tako da v bistvu nekako nisem mogla verjeti, ne, da kar sem v stiku s tem besednim zakladom, da kar v bistvu lahko pišem, ne. In to me je potem vsak dan pomalo gnalo naprej, da sem pisala, zapisovala izkušnjo, niti si nisem naredila v bistvu nobenega scenarija, scenosleda, kako naj bi knjiga izgledala, ne, ampak sem kar pisala.